ravno zato sva danes Saška tukaj, da razbijamo vse te tabuje in intimne pogovore, ki se jih z raznimi prijateljicami ne upamo niti povedati. Tako da ne samo za menstruacijo, tudi ostale intimne stvari, da razbijemo. In jaz upam, da boste uživali, ker jaz si pravzaprav želim, da imamo kakor eno tako malo čajankico danes, da dejansko uživamo v tem pogovoru in da si damo duška, no, tako bom rekla, po domače. Ja, tudi z moje strani, vse dobrodošle, pa ja, vprašanja, seveda, čim več bo vprašanj, tem bolj bo zanimivo, pa saj s tem namenom smo tudi tukaj, da v bistvu odgovorimo na vse te tabuje, tako da. Točno to. Saj mislim, da ura je že dost. Dejstvo tudi je, da imamo 40 minut. Jaz sem mislila, da bo dost, ampak včasih je to tudi mogoče premalo. Zato je kar najboljše, da začnemo. Namreč, če bo kdo prišel še zraven, bo, če ne, bo poslušal potem v posnetku. Vesela sem, da ste prišle in da lahko naslovim welcome, na tej naši Lali čajanki. In danes sem v svojo družbo povabila Saško Bilič iz Vidermine, sicer bolj natanko iz Farmageje. Ona je produktni vodja za Vidermino. In že leta nazaj smo začeli s sodelovanjem z Vidermino zato, ker so naši izdelki vsi nekako se sovpadajo skupaj, nekako se borimo proti vaginalnim tegobam, težavam, vnetjem in podobnim stvarem. Zato smo naredili tudi eno tak paketek, recimo, če takole pogledamo, tole je za preventivo, kar na hitrico bom povedala, takole je za preventivo paketek od Vidermine, majčkeno se preveč svet, ampak bova potem Saško majčkeno več povedali naknadno. Želela sem samo zgodbico zapakirati, zakaj smo v sodelovanju kot takem, ker so seveda to vsi izvrstni izdelki, ki dejansko pomagajo pri uravnovešanju se pravi, pH-ja. In jaz bom kar, pa še to sem mislila povedati, namreč začeli smo z sodelovanjem že zaradi tega, ker tudi Lalika kot tak gleda na, same skodelice so že dokazane, da zmanjšajo vnetja, ravno zato, ker so narejene iz medicinskega silikona in dejansko ne posegajo v nožnico, ne posegajo v čiščenje odmrlih celic, ne izsušujejo nožnice. V glavnem je res ta biokompatibilni silikon, ki je tam in stoji in nič ne dela tazga, da bi karkoli bilo narobe z nožnico. In zato smo se sestavili par paketkov, no in mi sodelujemo že nekaj časa. Zdaj so pa Saškico naredile še dvakrat smo zdaj naredili pašta and paint party, praktično zabavo, kjer se ženske res lahko dobesedno ozaveščamo, opolnomočimo in dejansko zabavamo ob intimnih klepetih. In zraven jemo dobro hrano, pijemo dobro vino praktično ali pa kakorkoli že imamo za piti. In predvsem je en sklop enih edinstvenih in čudovitih žensk na kupu, ki dejansko razbijamo in tabuje in intimne stvari, pravzaprav pa še rišemo dejansko intimne stvari in kdo se ne bi imel fajn, tako da je vedno lepo uspel. Tako da iz tega vidika si res želimo in jaz in Vidermina in Saška delati še naprej v tem duhu, zato res hvala, ker si prišla tudi ti in da tudi v živo na koncu koncev tukaj preko Zooma razbijamo te tabuje. Zdaj danes pa še prav lažje in vas še enkrat povabim k vprašanjem, ker se res lahko skrijete za kamero in lahko tudi rečete, ok, jaz sem, ne vem, Poljska iz
Kranjske, da dejansko lahko res vzamemo tisto vprašanje in ga damo na plano. Evo, Saška, jaz bi te kar vprašala kar takoj, kaj v bistvu predlagate ženskam, ki se jim zelo ponavljajo ta vnetja? Okay. Ja, najprej hvala za predstavitev in hvala za povabilo, res, tako kot si omenila. V bistvu se zelo trudimo na tem področju, da razbijamo tabuje, predvsem pa gre pač tudi za spodbujanje intimnega zdravja, ženskega zdravja. Zdaj, kaj priporočamo preventivno za ženske, ki se jim ponavljajo vnetja? Jaz bom tako rekla, jaz sem ena tistih, ki je imela res težave s tem, do te točke, da lahko delim svojo zgodbo, da se mi je konstantno ponavljalo vnetje. Zdaj, najdaljše obdobje je bilo 6 mesecev, torej 6 mesecev zaporednega vnetja, ki misliš, končno sem se znebil tega neprijetnega občutka, vonja, pa nov mesec in nova tegoba. Mi imamo za preventivo linijo Vidermina prebiotik. Jaz imam tudi to sabo, ki si prej pokazala. Torej, v liniji prebiotik je pena, to je tak čudovit mus, ženske ga obožujejo zaradi teksture, in pa globule, ki so medicinski pripomoček. Torej, svetujemo uporabo pene, vsakodnevno uporabo pene, in pa v bistvu kot tretma oziroma kot kura, ki se jo naredi, da si pač dalj časa zaščitena pred samimi vnetji. Svetujemo uporabo globul 3 mesece zapored, 10 dni po menstruaciji. Tako da mene je Vidermina tu res rešila, moram reči, moram potrkati, da sem zdaj že več kot novega pol leta brez vnetij in z tega vidika mi je res fenomenalna. Tako da, ja, v bistvu govorim ne samo kot produktni vodja, ampak tudi kot uporabnica Vidermine. No, sej, ravno zato sem jaz hotela, tule imava eno vprašanje, katerega od vaših paketkov bi potem morala uporabljati, ker imam res pogosta vnetja? Kurativa ali preventiva? Ali kar oba? Hvala, Katja, za vprašanje. Super, hvala za vprašanje. V primeru, da je vnetje trenutno prisotno, je zelo pomembno, da najprej poskrbimo za kurativo, da vnetje odpravimo. Torej, v prvi vrsti bi priporočila CLX linijo, to je zelena linija Vidermine. Absolutno pomembna uporaba globul, na prvem mestu globule, ker kljub temu, da večina stvari mi začutimo zunaj srbež, opazimo drugačen izcedek šele, ko preteče, potem vonj mogoče zaznamo, se vse to začne noter. Tako da v prvi vrsti zelena CLX linija, kurativno, da odpravimo vnetje, potem pa seveda sploh, če so to ponavljajoča vnetja, uporabo prebiotik linije za preventivo. Zakaj sem se pa jaz v bistvu odločila za sodelovanje z vami? Moram tudi jaz povedati svojo zgodbo. Namreč, sama sem uporabljala tampone kot za šalo. Prej, ko ni bilo menstrualne skodelice, ni bilo druge. Če sem hotela iti plavati, sem mogla dati tampon. Če sem hotela iti uživati, kamorkoli pač na zabavo, sem mogla dati tampon. Na koncu sem dajala tampone čisto povsod. Super je bilo tudi za ponoči, ker mi ni nič prišlo čez, ker je vse to lepo upilo. In ker je vse to tako lepo upijalo, toliko in toliko let, se mi je zgodilo, da se je moja nožnica čisto izsušila, da je prišlo seveda posledično do več vnetij in potem do kroničnih vnetij. In jaz sem seveda šla v lekarno in sem dobila eno kremo. In tisto kremo sem jaz pridno uporabljala vsakič znova in vsakič znova. Do te mere, da mi ni več prijela. In sem se mogla znajdati in potem sem pa mogla začeti brskati. Potem pa ni bilo dovolj samo, da greš v lekarno po eno kremo, ampak ojej, kaj pa naj zdaj. In poleg obiskov ginekologov in tako naprej, je res fajn, da majčkeno pobrskamo, vprašamo tudi v lekarni, ker seveda jaz sem bila tako mlada, da boh ne daj, da sem jaz tam v lekarni karkoli spraševala. Seveda je
je bilo čim prej, da grem ven iz tiste lekarne, da mi čim prej dajo in še prav tako, da je tam nekaj Valentina, ne. In seveda potem na koncu začneš raziskovati, začneš spraševati, dajte mi tisti izpod pulta, ne, recimo, ne. Tako da zato je treba in gledati in na preventivo in na kurativo, ne. Seveda predvsem na preventivo, najprej. Absolutno, ne, se strinjam. Mislim, če je le možnost, je fino, da preventivno se zaščitimo, ne. Vkolikor pa pač pride do samega vnetja, pa je fino, da ukrepamo, ni pa to čas za nobeno paniko. Vnetja so zelo pogosta, ženskam se dogajajo, se pravim, tudi na mesečni bazi, sploh mogoče v času nosečnosti. Takrat se tudi priporoča uporaba CLX linije na dnevni bazi, kar drugače ne svetujemo. Mogoče potem ob obiskih telovadnice, se pravi, so le te pajkice in vse tako nebombažne in te materiali, vse drugače diha oziroma ne diha. Tako da najprej za preventivo, vkolikor pa pač pride do vnetja, ni panika, samo treba pa je poskrbeti zase. So pa pač vseeno tudi pomembni obiski ginekologa, mi nismo zdravniki, so to izdelki, pač, s katerimi si lahko in si ženske lajšamo nelagodje in v veliki meri si lahko same pomagamo na ta način. Absolutno, pač pa kurativa pride prav takrat, ko pride do samega vnetja. Super. No, Anja, je tudi preden je začela uporabljati skodelico, sem tudi jaz uporabljala tampone, ki so mi močno izsušili nožnico. Imate kakšen produkt še za take težave? Se pravi, za izsušeno nožnico? Hvala za vprašanje. Ja, absolutno. Vidermina ima, zdaj mogoče najbolj, da gremo kar čez linije na kratko, poleg prebiotika je preventivna linija CLX-a, ki je linija, ki deluje blago antiseptično, globule so tudi za reševanje vnetij. Imamo potem še Deligin linijo, v kateri v bistvu je za predpuberteto namenjena in pa tudi za ženske, ki imajo občutljivo sluznico. Ta je že malo vlažilna in tako. Imamo pa posebno linijo, ki se imenuje Vidermina Lubripiv in je posebej namenjena suhosti. Suhosti v rodni dobi, ne nujno povzročene zaradi menopavze, lahko pa se uporablja tudi v menopavzi. Torej, Vidermina Lubripiv, v liniji so 3 izdelki, tako oljno mleko, ki ima res prijetno, bogato teksturo, za umivanje. Jaz recimo Vidermino Lubripiv uporabljam zgolj v času menstruacije, ker takrat pač imam težave oziroma majčkeno nelagodja, ki ga pa načeloma na dnevni bazi, kadar pač nimam menstruacije, nimam. To potem imamo tudi globule, ki delujejo močneje, vlažijo že od znotraj in pa tudi samo tak gel kremo za pač mazanje. Zdaj, tu je mogoče za poudariti, da če imate res težave s suho nožnico, ni to nekaj, kar pač boš enkrat ustavila te globule in bo stvar rešena. Zdaj, drugače pa je, če je to primer, ne vem, v času menstruacije, v obdobju stresa, mogoče takrat pač si lahko blažiš in potem pač nadaljuješ z uporabo kjerekoli druge linije. Če pa gre dejansko za suhost in za nelagodje, mogoče celo pač, da je bolet spolni odnos, potem pa ja, absolutno, na dnevni bazi pomembna uporaba Vidermine Lubripiv. Naprej, pri odnosih pa pač imamo tudi Vidermina Intima Mucus, ki pa je lubrikant. Dejansko se lahko uporablja tudi kot vlažilec, da bi se namazala s tem, ampak je pa pač bolj priporočljiv za spolne odnose in je res podoben naši naravni sluzi, tako da je ful prijeten. Bravo, punce ful sprašujejo, tako da Katja sprašuje, če se lahko CLX linijo, če se lahko uporablja tudi med menstruacijo. Zdaj,
CLX linijo se lahko uporablja med menstruacijo, lahko se uporablja tudi med nosečnostjo, sem prej povedala. Bi pa rekla, da mogoče jaz, ko sem med menstruacijo majčkeno bolj občutljiva, mi CLX ne paše toliko. Mi je recimo bolj prijeten lubripiv, ki je bolj vlažilen, a ne. Ampak drugače pa ja, lahko se uporablja. Tudi globule, a ne. Danes me je ena vprašala, me je proklicala in me vprašala, če se Vidermina prebiotika, tele, globule, lahko uporablja vsak dan, ker je v menopavzi in ji pašajo. Ali jih lahko uporablja vsak dan, ali so kakšne kontraindikacije oziroma če se... Niso zares kontraindikacije, ampak pač indikacija je 10 globul, 10 dni zapored, a ne. Mi tako svetujemo, torej vsakodnevno čiščenje z prebiotikom in pa 10 dni zapored globule, torej kura 3 mesece zapored, če želiš vzpostaviti ravnovesje, a ne. Načeloma tudi, če sem prav razumela, je omenila suhost, da je v menopavzi in da ji paše. Zdaj tako, a ne, glede na to, da je v menopavzi, bi jaz svetovala mogoče linijo Fitormil, absolutno majčkeno bolj primeren pH, kljub temu, da prebiotik majčkeno dodatno vlaži, a ne, že verjetno zaradi tega, ker naredi nek biofilm noter, vzpostavlja ravnovesje, a ne. Prebiotik linija vsebuje prebiotike, ki so hrana za laktobaciluse in v bistvu spodbuja to našo naravno ravnovesje, naravno delovanje. Ampak v menopavzi, a ne, z upadcem estrogena se pač v bistvu tudi, a ne, naša sluznica se tanjša, nožnica se suši in zato imamo mi prav posebej namenjeno linijo Fitormil, ki močneje vlaži in bi v tem primeru priporočila globule, Fitormil, raztopino čistilno, če pa bi bilo tudi pač močno nelagodje, a ne, na področju, potem pa tudi, da se maže z gelčkom, ki spada v isto linijo, a ne. Tako da bolj primerno tudi že z vidika samega pH-ja, a ne, tako. Ste jih potem, vse te izdelke ste že kar tako malo dalo? Ja, v bistvu je res, a ne, ena posebnost Vidermine in velik plus je res to, koliko je široka, a ne, da ima v bistvu za vsako obdobje ženskega življenja in tudi za skoraj vsako problematiko, a ne, ženskega intimnega zdravja rešitev. In to je res en velik plus, a ne. Tako da jaz imam v svoji lekarnici doma vedno na zalogi in prebiotik in konec koncev CLX in Intimo zdaj in lubripiv zdaj po novem, a ne, zaradi suhosti. Si pa, če se prej ne motim, omenila tudi to suhost v povezavi s tamponi. Se mi zdi, a ne, da tukaj mogoče se ustaviti tudi na tem, da sem se tudi sama s tem srečevala. In res, a ne, tamponi sploh proti koncu menstruacije se mi zdi, da je že kar neprijetno potem vse skupaj, a ne, in izsušijo in konec dneva, a ne, pač mislim, sama pri sebi sem v neki točki sem si rekla, hej, pač ne spada vse v moje telo in če ni potrebno, a ne, pač tega ne bom dala vase, potem sem se zelo dolgo časa tudi zatekala k vložkom, ampak konec dneva, ne, tudi vložki so nek sloj, prek katerega, ne glede na to, da so bombažni, imajo spodaj pač zaščito, da ne gre skozi. In se mi zdi, da tudi to je nekaj, kar pač lahko vpliva dejansko konec dneva in na vnetja, a ne, in na samo suhost, če si seveda nagnjen k temu, tako kot sem bila jaz, a ne. Tako da tudi jaz sem v bistvu bolj na sveže uporabnica Lalikapa, ne. Z Matejo sva v bistvu imeli ful enih pogovorov, tudi jaz sem imela normalno, tako kot marsikatera druga, veliko vprašanj, a ne, na temo Lalikapa in tudi veliko dvomov, a ne. Moram pa reči, da v bistvu nekako v kombinaciji z Vidermino mi pač trenutno to precej odgovarja, tako da ja. No, to je pa zelo lepo slišati, ker je bila kar, se prav spomnim, kako je bilo enih 100 milijonov vprašanj in predsodkov in vsega, tako da
Prav vesela sem, no. Absolutno. Res, prav vesela sem, da si Hvala. zadovoljna. Ker ja, vse predsodke in vse stvari je treba najprej ovršiti, da se stvari lahko zaupa, a ne. In ženske smo pa tako narejene, ne, na hitrico, dajmo najti rešitev, greš v lekarno, kupaš, tak, daj mi tiste vložke, daj mi tiste, v redu je, dobro je, gremo, ne. In je to preveč na hitrico, nobena, šele pol, kaj treba, se pa posvetiš stvari, pa rečeš, ok, zdaj pa od začetka, a ne. Ja. To sem mislila naprej povedati, ne, tudi s tamponi, ker pač so bili kot neko nujno zlo, jaz pravim, sem pol šele, ker najdeš neko rešitev, a ne, ker ti nekaj dejansko pomaga, si pa potem zares lahko hvaležen, ne, to je dejstvo, ne. Tako da, kaj pa to, če te recimo bolj boli pri spolnem odnosu, kaj pa to recimo, ponavadi jih boli pri spolnem odnosu, boli sploh kakorkoli in zato tudi nočejo menstrualne skodelice uporabiti, a ne. A imate kaj za to? Ja, absolutno, ne, mislim, ta boleč spolni odnos, ne, se mi zdi, da je dosti pogost pojav, ne, o katerem se tudi ženske ne rade pogovarjajo ali pa mogoče jim je tudi malce nelagodno govoriti o tem, ne. Je pa pogost in ne samo pri starejših in ni povezan samo z menopavzo, dogaja se tudi pri mladih. In Vidermina ima linijo Vidermina Intima, ki je v bistvu taka bolj osnovna linija, blažilna za vsakdanjo nego, v kateri je ta mukus, lubrikant, ki sem ga prej omenila, ne. In to je dejansko lubrikant, ki je pač podoben naši predovolalni sluzi, tako da odličen, a ne, za boleč spolni odnos. Hkrati pa pač meni ful odgovarja recimo, v bistvu ga kakor premažem, namažem s skodelico z njim, tako da v bistvu pri vstavljanju, a ne, skodelice se mi zdi, da, a ne, pač, da mi pomaga, tako. A pa pol misliš, da bi mogla še en paketek narediti? A z Intimo? Ja, ne vem, zato ker res bi rada poglobila vse skupaj a ne, to je recimo proti pred vnetjem, med vnetjem, a ne, potem pa recimo to, da jih je strah uporabiti skodelico, zato ker jih itak boli. Ja, tudi tukaj, če imamo rešitev, zakaj ne bi razširili? Absolutno. Jaz mislim, da je tudi velik strah oziroma velik dvom, že ko pride do tega, katero velikost naj pa izberem, a ne, kako bom pa vedela, a ne, pa če bo premala, pa da ne bo pač steklo skozi, pa če bo prevelika, pa da mi ne bo nelagodno, pa kaj pa če ostane noter, a ne. Tako da mislim, da res, a ne, meni sicer ni bila boleča skodelica, prvi dan je bilo mogoče malo nenavadno, ne bi rekla nelagodno, mogoče malce nenavadno, ampak res, potem sem pa pogruntala to s tem mukusom v bistvu in zelo lepo zdrsi noter, nobene težave, upoštevam te pregibe, ki si me tudi naučila, ki jih imaš tudi pač dosti objavljenih povsod. Tako da mislim, da prav bolečina ne, a ne. Se mi pa zdi, da pač tiste ženske, ki imajo boleče menstruacije, torej, kjer so prisotni krči, a ne, sama pri sebi nimam izkušnje, da bi poslabšalo, a ne, samo situacijo. Kvečjemu sem se počutila varno nositi recimo lalikab, a ne, brez da bi imela občutka, ojoj, kaj pa, a ne, če gre kaj čez, no, tako. Tako da mogoče, ja, velik poudarek tudi na temu, ne, katero velikost naj izberem. Nisem pa še srečala koga, da bi mi res rekel, a ne, hej, preveč me boli. Mogoče katera reče, joj, prvi, drugi dan mi je malo, a ne, nelagodno, potem tretji, četrti mi je pa normalno uporabljati, a ne. Tako da, absolutno, mislim, kombinacija z mukusom, a ne, sploh kadar nastopi mogoče suhost v času menstruacije, a ne. Si na koncu, zdajle recimo, glih tukaj imam s sabo. Anja, se strinjam, Saška, tudi jaz sem potrebovala nekaj časa, da sem ugotovila, kako se vstavi skodelica.
Ja, kakšni rabijo malo več, kakšni rabijo malo manj. Dejstvo pa je, da tako, kot se je treba v vodo vršiti, tako je treba tudi karkoli drugega probati, drugače ne veš. Ampak recimo tole je tampon, majčkeno prej sem ga dala malo v vodo, da se je majčkeno napil, to je napit tampon, to je pa in gre takole v naš model, moram prav pokazati, takole gre v naš model in stoji in ravno tako gre skodelica v naš model in stoji. Tako da bistveno razlike s tamponom dejansko ni, ampak tampon smo se tako hitro navadili uporabljati, da je bilo čisto pač normalno. Tako da ja, skodelico se bomo pa še, no, ampak jaz moram pa pač ozaveščati in govoriti in razglabljati in se pogovarjati o tem. Mislim, da je res, to, tudi tako kot je Anja rekla, nekaj časa rabiš, da dobiš ta grip, da ugotoviš dejansko, kjer pregib ti ustreza, na kakšen način je tebi najlažje in ustaviti in konec koncev izstaviti. In ja, mogoče tudi samo en cikel menstruacije ni dovolj, tako da mogoče dati šanso Lalikapu, gre le, za silikon, ki pač vsaj jaz nanj gledam kot nekaj, kar je mogoče malo bolj varno zame za uporabo in za moje intimno zdravje. Tako da dati Lalikapu mogoče tudi priložnost. Kakor si pa rekla, sem tudi sama imela milijon enih vprašanj, preden sem sploh poskusila, kaj šele se odločila za samo uporabo. Nisem prebrala do konca oddanje. Se pravi, da ko je ugotovila, da kako se ustavi skodelico s pravim prepogibom zanjo, če bi imela pa kakšen drug, še lubrikant zraven, bi bilo pa prav super. Odlično. Pol je Vidermina Intima Mucus ta prava stvar. No, evo. A ima še kdo kakršnokoli vprašanje, ker nam bo kmalu zmanjkalo časa oziroma bo kar nas bo vrgel zoomček. Lahko pa, če bomo še nadaljevali, lahko potem se na isti Zoom link prijavimo znova. Ampak mislim, da smo na hitrico povedali, kar je najbolj pomembnega. Je res. Če ima pa še kakšno vprašanje, smo tle na voljo, drugače pa lahko kar zaključimo po moje. Ne, da Saška. Lep pozdrav, jaz vas prvič poslušam in čestitam. Tanja. Hvala, Tanja. No, sem vesela, da ste se udeležili kakorkoli. Smo že malo slabo poslali ta mail, ampak če ne bomo pa itak malo smo posneli, pa bomo dali potem še enkrat čez. Tako da najlepša ti hvala, Saška. Ja, hvala tebi, Mateja. Zdaj se moramo samo še zmeniti, kdaj bo naslednja pašta party. Tako. No, uživajte, hvala za vse in bye bye. Hvala, Katja. Čau, Anja. Adijo.